Že dolgo v javnosti ni bilo toliko govora o hrani kot po opaznem zvišanju cen zanjo. Socialni demokrati smo zaradi tega zelo zaskrbljeni, ker se zavedamo, da je od kakovostne in redne prehrane odvisno zdravje ljudi, kar je še posebej pomembno za mlade. Zato smo bili vedno med tistimi, ki so zagovarjali posebno skrb za redno in kakovostno šolsko prehrano, za katero se iz državnega proračuna namenjajo sredstva za subvencije od leta 1993, v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pa je za to zakonska podlaga od leta 1996. In zakonsko določitvijo spodnje meje, recimo najmanj 30%, bi s postopnim zviševanjem potrebnih sredstev zagotovili brezplačen topli obrok za vse udeležence osnovnega in srednjega izobraževanja. Prav zato smo Socialni demokrati ob vsakem proračunu predlagali zvišanje sredstev v ta namen. Za izboljšanje prehranskih navad smo podpirali projekt Jabolko za zdravje, ki pa ga je ta vlada ukinila. Nedavna odločitev Komisije Evropske unije, da bo namenila 90 milijonov evrov letno za nakup sadja in zelenjave za države, ki bodo kandidirale za ta sredstva in seveda dodale še svoj del, nas zato ne preseneča in nas samo utrjuje v prepričanju, da se je treba v ta evropski projekt vključiti. Res pa je bil aprila letos sprejet zakon o subvencioniranju dijaške prehrane, ki smo ga Socialni demokrati podprli, čeprav smo opozarjali na to, da je poseben zakon nepotreben in da bi bilo treba najprej poskrbeti za brezplačen topli obrok v osnovni šoli. Oboje bi lahko uredil, kot rečeno, malenkosten popravek veljavnega zakona. Svarili smo pred organizacijskimi težavami, s katerimi se bodo soočile šole, ker zakon ne predvideva postopnega vpeljevanja. Zaskrbljenost vodstev šol se je še povečala ob objavi pravilnika o subvencioniranju toplega obroka. V njem je sicer predvideno, da bo šola za pokrivanje organizacijskih stroškov dobila 3 evre na leto za vsakega upravičenca. Zagrožena globa težav ne bo odpravila. Izhoda pa sta dva. Ali premakniti obvezno vpeljavo toplega obroka hkrati za vse šole, ali pa zagotoviti potrebna finančna sredstva in čas za ureditev ustreznih prostorov.